Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Eden od ciljev izdelave strategije je bila tudi določitev ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so opredeljeni v operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. To je koncept praktično, ki se izvaja na večjih občinah v slovenskem prostoru. Predvsem cilj te preko celostne prometne strategije pa ta, da se dejansko neke navade, ki so do sedaj utečene, spremenijo, da se s tem prilagodijo predvsem preko tiste stvari, kot so uporaba peš, uporaba kolesarjenja in uporaba mestnega prometa in pa seveda tudi vozil, ki so preko s drugim pogonom, konkretno lahko rečem plin, potem elektrika, ampak to je s tem povezano z vložkom nakupa in dokler ne bodo te preko bolj ugodne, bo to tudi ta trg težko zaživel. Občina Jesenice si bo v okviru strategije prizadevala še posebej za razvoj mestnega potniškega prometa. Tukaj so na vrsti predvsem večja podjetja, konkretno Akroni, Splošna bolnica Jesenice in še bi lahko našteval, ampak kljub temu vidimo, da dejansko nekatere stvari so že v to smer zastavljene, nekatere stvari nas pa še dejansko tudi čaka. Na Jesenicah jim je v preteklih letih uspelo urediti varne kolesarske povezave s sosednjimi občinami. Ravno tako imamo pripravljeno preko peš povezavo tudi skozi celotno občino Jesenice, predvsem vidimo tukaj velike priložnosti in mislim, da nas v prihodnosti še čaka kar nekaj posegov in pa nekaj investicij, ampak kljub temu v tem trenutku lahko rečem, da tudi sama razprava in pa same preko sklepi, ki so bili sprejeti, peljejo v to smer, da se dejansko dela na prej omenjenih segmentih, kar pomeni mobilnost, peš, kolesa, javni promet in pa preko ekološko nove načine preko pogona za vozila.